Ime je Mojca Rjajc, mogoče me še ne poznate, širši javnosti bom da malo manj znana kot katera od mojih tukaj sogovornic. Tako da vam povem, da sem jaz 14 let delala v Bruslu za različne institucije Evropske unije, od tam se poznava tudi z gospod Tanjo. In v tem smislu sem se tudi vrnila v Slovenijo ravno zaradi tega, da bi opozarjala na tematike, ki so aktualne tako za Evropsko unijo kot seveda tudi Slovenijo. Enako spolov mi je pravzaprav zelo blizu in sem se tudi že sama večkrat zavzela za razne pobude na regionalni ravni, recimo tako, jaz sem Korošica, sem želela organizirati kakšno delavnico na kakšni šoli, potem sem želela Slovenke, ki so na visokih položajih v bruseljski administraciji, predstaviti širši slovenski javnosti. Zaenkrat za to ni bilo toliko posluha, to so bile takrat mišljene uradnice in ne politične osebnosti. Tako da sem se tudi v zasebnem življenju veliko ukvarjala s tem in sem se pravzaprav tudi zaradi tega odločila za kandidaturo. Tako da tukaj bi jaz ne samo zaradi tega, ampak tudi zato, da se dekletom, ženskam, mladim morda pokaže pot, ki jim morda ne bi bila takole na prvo žogo prva izbira. Ampak to je čisto moja zgodba. Jaz dejansko bi opozorila na to, da je seveda enakost spolov ena od temeljnih tematik, ki pa jo moramo videti v širšem okviru, vsaj jaz jo tako vidim. In ne sme postati poligon za spopadanje političnih skupin ali različnih političnih pogledov ali različnih starostnih skupin ali različnih možnosti interpretacije. Tako da tukaj imamo pravne okvire, s katerimi pravzaprav ne moremo in ne smemo manipulirati. To je moje mnenje. Poleg tega bi opozorila tudi na to, da je trenutna recimo evropska komisarka prihaja iz skupine ALDE, prejšnja zelo znana Redingova bila iz skupine Evropske ljudske stranke, tako da tukaj vsekakor ni monopol ene od političnih opcij. Toliko za začetek.